Ko sem gledal te z oči v oči, gledal sem, da krivda me teži. Tudi jaz sem te zasmehoval in za denar prodal, zatajil in zbežal. Tvoj pogled me presenetil je, razodeval je usmirjanje. Videl sem, da si mi odpustil, za grehe zadostil. Gospod govori, jaz sem rešitelj, uslišal vas bom, ko boste klicali k meni, vaš Gospod sem. Tako nas stopni spev vabi na četrtek tretjega postnega tedna, da se poglobimo vase, v naša srca in da prisluhnemo Božji besedi. V prvem berilu bomo slišali, kako nas prerok Izaija vabi, da poslušamo Božji glas. In ta Božji glas ga lahko slišimo v stvarstvu, ga lahko slišimo v naših srcih, ko nam Bog govori po vesti, potem po različnih sakramentih, ko nam Bog, morda še prav pri sveti spovedi, nam da okušati Božje odpuščanje in Božje usmiljenje. Molimo. Veliki in usmiljeni Bog, prosimo te, naj toliko bolj raste v nas želja, da bi goreče obhajali velikonočne skrivnosti, kolikor bliže smo prazniku našega odrešenja, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekovaj. To ljudstvo ni poslušalo Božje besede. Berilo je iz knjige preroka Jeremija. To govori Gospod. Svojemu ljudstvu sem dal to zapoved. Poslušajte moj glas, tako bom vaš Bog in vi boste moje ljudstvo. Hodite natanko po potu, ki vam ga predpisujem, da vam bo dobro. Pa niso poslušali. Ne nagnili svojih ušes, marveč so hodili po svojih sklepih, v trmi svojega hudobnega srca, hrbet so mi pokazali in ne obličja. Od dneva, ko so vaši očetje odšli iz egiptovske dežele, do današnjega dne sem zgodaj in pozno pošiljal k vam vse svoje služabnike preroke. Toda niso poslušali in ne nagnili svojega ušesa, ampak so bili trdovratni, huje so ravnali kot njihovi očetje. Če jim vse te besede poveš, te ne bodo poslušali in če jih pokličeš, ti ne bodo odgovorili. Tedaj jim reci, to je narod, ki ne posluša glasu Gospoda svojega Boga, in ne sprejema nauka. Konec je zvestobe, izginila je iz njihovih ust. Poslušali smo Božjo besedo. Odpev, odprite srca Božji milosti. Pridite, prepevajmo Gospodu, vzklikajmo Bogu našemu zveličarju. Stopimo pred njegovo obličje s hvalnicami, slavimo ga s spevi. Odprite srca Božji milosti. Pridite v molitvi, padimo na kolena, pokleknimo pred Gospodom, ki nas je ustvaril. On je naš Bog, mi smo njegovo ljudstvo. O, da bi danes poslušali njegov glas. Odprite srca Božje milosti. Ne zapirajte svojih src Božjemu klicu,
kot ob dnevu nezaupanja v puščavi, ko mi vaši očetje niso zaupali. Dasi so videli moja dela. Odprite srca Božji milosti. Jaz sem luč sveta, govori Gospod, kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Luku. Tisti čas je Jezus izganjal hudega duha, ki je bil nem. Ko je pa hudi duh izšel, je mutec spregovoril in množice so se začudile. Nekateri izmed njih pa so rekli, z Belzebulom, poglavarjem hudih duhov, izganja hude duhove. Drugi pa so skušali in so zahtevali od njega znamenje z neba. Toda on je poznal njih misli in jim je rekel, vsako kraljestvo, ki se razdeli zoper sebe, se opustoši in hiša se na hišo zruši. Če torej tudi Satan zoper sebe razdeljen, kako bo obstalo njegovo kraljestvo, ker pravite, da z Belzebulom izganjam hude duhove. Če pa jaz z Belzebulom izganjam hude duhove, s kom jih izganjajo vaši sinovi? Zato bodo oni vaši sodniki. Če pa z Božjim prstom izganjam hude duhove, tedaj je prišlo k vam Božje kraljestvo. Kadar močni z orožjem varuje svoj dom in navarja njegovo premoženje. Če pa pride močnejši od njega in ga premaga, mu vzame vse orožje, na katero se je zanašal in razdeli njegov plen. Kdor ni z menoj, je zoper mene, in kdor ne zbira z menoj, raztresa. To je Kristusov evangelij. Rad bi hodil za teboj, Gospod, a težak je križ in strma pot. Vendar bom poskusil vztrajati, kot si to delal ti, ker druge ni poti.